Popoldne, 5. februarja 2026, so se namestniki šerifa odzvali na nujni medicinski primer v mirni soseski v Tennesseeju in vstopili v prizorišče, ki se je hitro spremenilo v preiskavo umora. V tej hiši je bil moški po imenu Darren Lee, nekdanji igralec NFL na položaju linebackerja. V športu obstajajo zgodbe, ki sledijo znanemu vzorcu. Najprej je vzpon, nato borba, ki sledi izginotju v pozabo. In nekaj časa je kazalo, da bo tudi Leejeva zgodba ena izmed takšnih. Nadarjen športnik, katerega profesionalna kariera nikoli ni povsem upravičila obetov iz njegovih študentskih dni. Toda danes je ta zgodba dobila veliko temnejši preobrat, saj Darren Lee ni le nekdanji igralec ameriškega nogometa, kateremu kariera ni uspela. Je moški, ki sedi za rešetkami in je obtožen umora prve stopnje. Kako lahko nekdo v 10 letih pride od igranja v NFL ob nedeljah do tega, da se sooča z obtožbami za tako brutalen zločin? Da bi to razumeli, se moramo vrniti na začetek. Poglobimo se. Bil sem na Elite 100, se tako imenuje. Elite 100 je v Indijani in zmagal sem kot najhitrejši človek. Postal sem najhitrejši človek na svetu in tega nikoli ne bom pozabil. Imel sem odličen dan, ampak bil sem najhitrejši tam. To je bilo nekako ironično, ker sem zdaj precej hiter tip. Imam nešteto spominov, ampak tega se zagotovo dobro spomnim. Darren Lee je odraščal v New Albanyju, Ohio. Že od malih nog je bilo jasno, da ima nekaj posebnega. Postal je izjemen igralec ameriškega nogometa na srednji šoli New Albany in prejel ponudbe od Boston Collegea, Dukea, Illinoisa, Purduea in Minnesote. Odločil se je ostati doma in igrati za Ohio State. Tam se je razvil v enega najbolj eksplozivnih linebackerjev v državi. Njegova univerzitetna kariera je dosegla vrhunec na Sugar Bowlu leta 2015 v finalu univerzitetnih končnic proti Alabami. S 7 podiranji in 2 sakoma je Lee postal obrambni MVP te tekme. To je bila prelomna predstava, ki je celotnemu nogometnemu svetu pokazala, da je prišel na sceno. 11 dni kasneje so Buckeyes osvojili državno prvenstvo proti Oregonu. S prstanom državnega prvaka na prstu se je Lee odločil, da predčasno zapusti Ohio State in se prijavi na nabor NFL 2016. Naslednja stopnja je bil NFL Combine, enotedensko preverjanje, kjer igralci opravljajo fizične teste, zdravniške preglede in intervjuje z ekipami. Lee je navdušil oglednike, ko je 40 yardov pretekal v 4,43 sekunde. Izjemna hitrost za linebackera in hitrejša od mnogih NFL wide receiverjev. New York Jets so ga izbrali kot skupno 20. v prvem krogu in z njim podpisali 4-letno pogodbo v vrednosti približno $10,28 milijona, ki je v celoti zagotovljena. Prišlo je do tega trenutka. Si imel ta občutek, ko si sedel v prostoru za povabljene in čakal, da izgovorijo tvoje ime, da si rekel, človek, prehodil sem dolgo pot? Absolutno, veš, vidiš neki fantov, ki jih izberejo in samo gledaš Joeja in Zeka, kako izberejo. Takrat me je res zadelo. Pomislil sem, veš, tvoje sanje se bodo res uresničile in tvoje trdo delo se bo obrestovalo. In veš, včasih tega sploh ne znam opisati z besedami, ampak veš, ko sem prijel tisti klic, je bilo neverjetno. Toda njegovo prvo leto ni bilo prav nič impresivno. Pravzaprav ga je analitično podjetje Pro Football Focus ocenilo kot najslabše ocenjenega novinca na položaju linebackerja v ligi. Naslednje leto ga je isto podjetje ocenilo na 87. mesto od 88 linebackerjev, ki so izpolnjevali pogoje za oceno. Leta 2018 je bil suspendiran za 4 tekme zaradi kršitve protidopinških pravil. Skupaj je za ekipo Jets odigral 43 od 64 tekem, pri čemer je zabeležil 4 seke, 3 prestrežene podaje in 241 podiranj. Lee je kasneje igral za več ekip, vključno s Kansas City Chiefs. Čeprav je bil del organizacije v njihovi prvenstveni sezoni 2019, ni nastopil v končnici, vendar je vseeno prejel prstan za zmago na Super Bowlu. Njegova kariera se je končala leta 2021 po kratkih obdobjih v Buffalu in Las Vegasu. Kljub zgodnim pričakovanjem nikoli ni nastopil na Pro Bowlu, osvojil večjih nagrad ali končal blizu vrha lige v katerikoli statistični kategoriji. Toda potem, ko se je njegova nogometna kariera končala, se je ime Leeja ponovno začelo pojavljati v naslovnicah.
Ne zaradi nogometa, temveč zaradi nečesa veliko bolj zaskrbljujočega. Do leta 2026 Lee ni bil več v NFL in je bival v najemni hiši v Altaviju, Tennesseeju, tik zunaj Chattanoogi. Približno v tistem času je bil v zvezi z žensko po imenu Gabriela Carvalho Perpetuo. Točno, kako sta se spoznala, javno ni bilo razkrito, menda sta bila do začetka februarja skupaj v hiši v Ultavahu že 10 dni. Gabriela, ki so jo družina in prijatelji poznali kot Belo, je bila 29-letna ženska polna topline in ambicij. Njeni starši so jo opisali kot naravno družabno osebo, ki nikoli ni srečala tujca. Bela je odraščala v Massachusettsu, pri 15 pa se je njena družina preselila na Florido, kjer si je kasneje ustvarila dom. Kasneje, kot mlada ženska, se je preselila v New York, da bi se posvetila medicinskemu novinarstvu, saj je privlačila ideja pripovedovanja zgodb v medicinskem svetu. A sčasoma se je njen življenjski klic preusmeril. Ugotovila je, da si v resnici želi biti v sobi s pacienti, ne pa pisati o njih od zunaj. Zato se je vpisala na študij zdravstvene nege s jasnim ciljem – skrbeti za novorojenčke v najbolj občutljivih urah njihovega življenja. Bila je sočutna, ambiciozna in le še 3 mesece do diplome. Toda februarja 2026 je bila ta prihodnost nenadoma prekinjena. Okoli 13:35 februarja je na številko 911 prišel klic iz doma Derona Leeja na ulici Snow Cone Way v Ottawi. Lee je dispečerju povedal, da njegova punca ne diha in da izvajajo oživljanje. Klic je bil posredovan policistom kot nujen medicinski primer. Ko pa so policisti prispeli na dom, je prizor povedal popolnoma drugačno zgodbo. Policisti so našli Belo, ki je neodzivno ležala na tleh dnevne sobe, reševalci pa so jo že oskrbovali na kraju dogodka. Imela je vidne poškodbe, ki so takoj vzbudile zaskrbljenost. Leeova razlaga je bila preprosta. Rekel je, da se je zbudil in jo našel nezavestno na kavču. Ko so policisti preiskovali hišo, so opažanja še povečala njihove sume. Ni bilo znakov vloma. Po kuhinji je bilo raztreseno, razbito steklo. Kri so našli na več mestih v hiši, na stenah, tleh in celo na stopnišču. Čistilna sredstva so bila puščena na mestih, ki niso imela nobenega praktičnega smisla, kar je oblastem nakazovalo, da je nekdo pred kratkim poskušal nekaj počistiti. Ne vem. Kje živi? Ne vem. Všeč mi je. Kje je nekaj prekrasno? Srednje rezeče. Ne morem bo pregledati. Kje je zdravilo? Vem. Ne vem. Ne vem. Ne vem. Ne vem. Gremo od tu, kaj ne? 3. V redu, gospod. Ne, sproži se. Lahko se družam, to šlo te bom obiskat. Prav. Hvala. Kje pa gre? Ko so šerifovi pomočniki upoštevali količino krvi in kraj, kjer je bila najdena, se to ni ujemalo z Leejevo različico dogodkov. To ni bila slika moškega, ki bi se preprosto zbudil in našel svoje dekle neodzivno. In potem je bil tu še Lee sam. Policisti so ga opisali kot paničnega, nervoznega in nesposobnega podati jasne odgovore o tem, kaj se je zgodilo v hiši. Takrat so šerifovi pomočniki želeli nekaj pojasnil od Derona Leeja. Si rekel, pojdimo na desno stran. Pogovarjali se bomo, medtem ko so oni. Kaj se dogaja? Rekel si, da si bil tam zgoraj in spal.
Ja, spal sem. V redu, zakaj potem ona ne ve, kaj smo videli? Ne vem. Rekel si mi, da se mora stuširati. In to je to. Bil sem čisto izmučen. Takrat sem bil tam, ne vem. V redu. V redu. Kaj se dogaja? Zalili smo prho, ker smo pustili okno odprto in ko je postalo mrzlo, smo ogreli hišo. Kot da bi eksplodiralo. Tako da sem samo to čistil. To je bilo, preden sem zaspal. V redu. Mislil sem, da bo pa šla dol in dokončala to zaradi tistih staršev. Ampak potem sem se vrnil dol in to se je zgodilo. Iz nje vse v redu. Torej, razloži civilno zadevo. Okno je bilo odprto, zato je hiša zmrznjena. Ja, rekel sem, da ga je imela odprtega in zato se je to zgodilo. Ampak jaz nisem rekel nič, pa ko zapreš okno, pa želi ogrevanje. Ja, sam tako, veš, ke ravni rokavi, mislim, to je vse. To je vse. Seveda. Še vedno delajo na tem. Kaj je nekakšni primek? Perpetual. I spell that P-E-R P-E-T. Kako ime? Gabriel. G-A-B-R-I-E. V redu, torej v redu, si v redu. V redu, v redu. Da, A19 1996. Ne vem, to je tisto, kar vem, gre nekako tako kot prejšnji teden v našem drugem letniku srednje šole. Ima svojo vrsto kopalniške preproge. Vem, da je taka, ker sem se zalotil, da sem bil prej tak. To je bil moj levi izbruh. Ampak ne vem, kaj se zgodi, ko se dejansko res dolgo tušira. In jaz nimam prav nobenih težav. To je odličen naboj. Tukaj ti dajem pravo grafično predstavo. Jaz, dojenček. Vidim to zmedo za naivneže. O moj bog. Kaj pa iščeš? Iščem velik bog. Lahko jim to zaračunam. Jezus, imaš otroke v šoli. Imamo otroke? Ne, gospod. Veš, imam otroke, zato ti moram reči, da ustreliš otroka naravnost z avtobusa, kaj podobnega. Ne. O moj bog. Ne, nimam. Ne vem, Bakas, Scott, ne vem. Ne. Ne vem, kaj je razsaža. Se ne vem, zemlji. No, frezno, da ne da. Ne. V redu, razumem. In kdaj ste nazadnje videli Gabrielo? Ja. Kdaj ste jo nazadnje videli, preden ste jo našli v takem stanju? Hej, ali moram naprej poklicati svojega partnerja? Hej, samo preverjam vse postaje in to bom naredil namesto vas. Delam samo dopuščica. Ne, boljše je. Hej, ne bi vedel, ker sem gledal njene majhne kroglice, tiste majhne hribčke, ki jih ima tam zgore.
To je, ne vem, ne vem, da izmed ljudemo, ne nožme hrbo. Si jo videl tam zadaj? Prosim, pogovarjaj se z mano. Hvala. O tem te bomo obveščali. Ne, to pravi. O, moj Bog. Kako dolgo je to trajalo? Počakaj, kaj? Kaj? Prišel sem malo pozno, zato mi povej, kaj se dogaja. Prišel sem dol, zbudil sem se in ona je že ležala na kavču. Ko sem prišel dol, je že ležala na kavču. Ampak prej ne vem, ali je šla gor ali dol, ne vem, to hočem povedati. Potem sem prišel dol in ona je ležala na kavču na strani moje hčerke. In potem sem rekel, hej, sem v bistvu tako jaz. In mi ni česa rekla. Zato sem me takoj poklical, sem rekel, kaj se dogaja. Zbujam se, kaj za vraga se je zgodilo. Bil sem čisto trdno zaspal, dolgo sem spal. Poskušal sem vse narediti, se je ultra zgodilo. Ali krvavi? Kaj je? Ali krvavi? Je krvavela? Ja, pravzaprav je ravno, kar nisem videl. Nisem vedel, kaj to z njim. Ne vem, torej, kaj je? Nekdo je krvavel, ker je krite rekla po stopnicah. Ja, to je to. Verjetno je bila ona. Če pogledaš nazaj v trgovino, ne vem, če je tam kakšna knjiga. Ne vem, ali je spala pri množici, ali je poskušala priti dol, nisem slišal, več ne slišiš prav veliko. Ali spite v volčenih sobah? Ja, gremo do konca 3. številke v spalnici. Ne vem, ko je prišla sem, imel občutek, da nimam pojma. Kaj pa to misliš? Še vedno jo skrbuje. Hold on, the Russians. There's also CID do this. He just made a comment about, I don't know if she died, she died there, I think she died in the shower. Downstairs, there's blood, handprints, bloody handprints on the walls, so they got busted up. Just, they're very calm, just do all that right or something. No one should just hang them in a car or something. It's a big control. Seriously, I want to work this, yeah. To je jaz, kaj ne, da sliši. Povedal, kdaj si nazadnje dejansko govoril z njo, govorila je o tebi. Včeraj zvečer sem govoril s tabo. Torej z njo. Mislim, da si bil ves čas tukaj. Ne, da se ne premakni. Kdaj si prišel domov? Bil sem v postopku in to se je zgodilo, ampak to bi bilo preveč. Bila je stran od njega. Ja, še vedno je bila stran od njega. In sneming je njecaj. Dalje bomo v avto in šli bomo ven iz tega. V redu. Moramo pripeljati ljudi ven. Lee je bil pridržan, medtem ko so oblasti obdelovale prizorišče. Forenzični tehniki so uporabili kemikalijo imenovano Blue Star, podobno kot luminol. Testiranje je pokazalo, da je bila kri očiščena z več delov hiše, kar nakazuje, da je nekdo poskušal prikriti dokaze. Dodatne sledi krvi so se pojavile po vsej hiši in celo v vozilu v garaži, kar kaže, da se je nasilje morda dogajalo v več prostorih. V eni izmed sob je reakcija Blue Star razkrila nekaj posebej vznemirljivega. Niz človeških odtisov dlani vtisnjenih v preprogo. Preiskovalci so kasneje zapisali, da so odtisi kazali, kot da je nekdo pritiskal roke v tla, kot bi se trudil dvigniti ali odplaziti stran. V času tega videoposnetka oblasti javno niso potrdile, komu pripadajo ti odtisi dlani. Po policijski zapriseženi izjavi je imel tudi Lee znake fizičnega boja. Preiskovalci so dokumentirali poškodbe na njegovem obrazu, rokah in prsih. Kri so našli tudi v ovitku njegovega mobilnega telefona. Njegov telefon in njegova oblačila so bila zasežena kot dokaz. Kar so preiskovalci dokumentirali na Belinem telesu, je bilo globoko vznemirjajoče.
Na njenem trebuhu je bila rana, ki je bila skladna z obodno poškodbo. Imela je hude podplutbe na glavi in okoli oči, prav tako pa tudi zlomljen vrat. Modrice so prikrivale njene roke in trup in morda najbolj zrhljivo, na njenem ramenu so našli nekaj, kar je bilo videti kot človeški ugriz. Njeno telo so prepeljali v forenzični center okrožja Hamilton, kjer so opravili obdukcijo. Ugotovili so, da je Bela umrla zaradi topih poškodb glave. Stara je bila 29 let. Do diplome je imela še 3 mesece. Pred seboj je imela celo življenje. Z branimi forenzičnimi dokazi so preiskovalci imeli dovolj dokazov. Lee je bil na kraju prijet in kasneje tistega dne aretiran. Obtožen je bil umora prve stopnje in poseganja v dokaze. Varšna mu ni bila odobrena. Toda zgodba se ni začela v tisti hiši v Tennesseeju. Pravzaprav so obtožbe o nasilju, povezane z Duranom Leejem, segale več let nazaj. Ko so preiskovalci proučevali preteklost Leeja, so izvedeli, da je bil pod aktivnim probacijskim nadzorom v 2 zveznih državah, na Floridi in v Ohio. Leta 2017, med svojo drugo sezono pri New York Jets, je ženska v New Jerseyju vložila tožbo, v kateri je trdila, da jo je Lee napadel na hišni zabavi pred tistega leta. Obtožbe je zanikal, tožba pa je bila kasneje zavrnjena. Aprila 2023 je bil Lee obtožen družinskega nasilja in napada, ki sta izhajala iz 2 incidentov. 1. oktobra 2020, 2. aprila 2023. Incident iz leta 2023 je vključeval Leejevo lastno mater. Po navedbah policije v Dublinu, v Ohio je priča stekla po stopnicah, potem ko je zaslišala krike in našla Leeja na njej z dvignjeno pestjo. Priča ga je odmaknila. Leejeва mati je kasneje povedala policistom, da jo je porinil v steno, jo podrl na tla in jo večkrat udaril v obraz. Lee je leta 2025 na koncu priznal krivdo za milejšo obtožbo poskusa napada. Prejel je 90-dnevno zaporno kazen, od tega je bilo 88 dni pogojno, kar pomeni, da je v zaporu preživel približno 2 dni. Bil je pod pogojnim nadzorom do februarja 2027. Incident iz leta 2022 je vključeval drugo žensko, ki je policiji povedala, da je Lee vrgel telefon, ki jo je zadel glavo tako močno, da ji je začelo krvaveti uho. V poročilu je bilo tudi opisano, da jo je Lee zgrabil za vrat, medtem ko je udarjal blazino poleg njene glave, pri čemer so na njenem vratu ostale vidne rdeče sledi. Vzorec je bil jasno viden in preiskovalci so se kasneje na to zgodovino sklicevali med Leejevim predhodnim narokom. V redu, tukaj smo zaradi zadeve številka 2.6.151, umor prve stopnje, zadeva številka 2.6.152, prirejanje ali ponarejanje dokazov za predhodni narok. V začetku marca je bil Lee na sodišču na svojem predhodnem naroku, med katerim so preiskovalci razkrili zelo vznemirjajočo podrobnost. Po prenosu podatkov iz Leejevega telefona so detektivi izvedeli, da je Lee dan pred klicem na številko 911 spraševal ChatGPT za nasvete o določenih poškodbah in vpletenosti policije. Ali se je zdelo, da je ChatGPT med tem pogovorom gospodu Reju dajal nasvete? Da, so jih. Kaj piše tam? To je od Xanderja Leeja za ChatGPT. Hej Ali, kakšni so fizični znaki poškodb zaradi zdrsa ali padca v kopalnici pod prho? Je to 4. februarja? 4. februar 2026 ob 11.490. In ali veš kaj? Ali v tem nesoglasju odgovarja na nekaj, na kar je ChatGPT že odgovoril? Da. Se spomniš, kaj je to bilo? Zdrs ali padec, to pravi založnik, vsaj tako piše. Odgovori nazaj, zabada življenjske pogodbe, pride in udari karkoli. ChatGPT odgovarja na njegovo vprašanje. Ja. Pravi, ja, to se lahko zgodi, ampak to so pomembne napake, ki jih je
treba narediti. Ali lahko zdrs ali padec povzročita poškodbe plitke rane? Da, ponavadi je to pod določenimi pogoji. Kako bi to izgledalo? Majhna oboda na kolenu, videti kot rane, okrogle ali ovalne oblike. Sprva minimalna krvavitev, nato kasneje oteklina, ki izgleda kot uvod, čeprav ni bil nož. In po vašem vedenju, glede na pregled vseh sporočil v celoti in ne le posameznih izsekov, ali je to podobno pogovoru, ki ga gospod Lee vodi s ChatGPT 4. in 5. Da. Ali se spomnite, da ste februarja videli sporočila, kjer gospod Lee sprašuje ChatGPT o klicanju na 911? Da. Se spomnite pomena teh sporočil? Ves čas je govoril, da želi poklicati 911, vendar se želi prepričati, da je to. Zadeva za nujno medicinsko pomoč in ne za policista. Tukaj imamo spodnji del pogovora v ChatGPT-ju. Ali vidiš, kjer piše, če želiš, mi to povej? Ja. Ali se to pogosto pojavlja v teh sporočilih ChatGPT, kjer ChatGPT postavlja več vprašanj ali v bistvu postavlja nadaljna vprašanja? Ja, v redu. In torej, lahko vidiš chat, popravi me, če se motim, ChatGPT pravi, da padci lahko povzročijo predrtje ali poškodbe sluha. Običajno ne izgledajo kot čisti uvodi z nožem. Kontekst okoli vzorca poškodbe je pomembnejši kot sama rana. In potem pravi, če želiš, mi povej, kje na telesu, koliko predrtin, grobino in velikost. Kateri predmeti so bili v bližini? Lahko ti pomagam preveriti, ali se ujema, mislim, da to pomeni, naj preverjam, ali se ujema z zdrsom in padcem, ali pa je nekaj, kar je treba oceniti. Je to spet podoben drugim sporočilom med gospodom Leejem in ChatGPT-jem? Da. In kaj pravi gospod Lee? Njegov odgovor je da, srednji del trebuha, notranjost, kolk. Se spomnite, ali je gospa Perpetuo imela poškodbe okoli trebuha ali ob strani na kolku? Da. Kakšne so bile poškodbe? Imela je ubodno rano, potem pa še poškodbo na kolku, ne vem, če je bil to del kolesa, pa še ubodno rano na stegnu. ChatGPT spet reče, če želiš, mi lahko poveš. Torej, ali ChatGPT spet prosi za več informacij od njega? Da. V redu, in ali lahko to vidiš? Lastnik Xander Lee pravi, ja, pod dvema obodnima ranama je modrica. Da. Gospod Lee, to sporočilo pravi, da sta obe njeni očesi zatečeni. Vprašaj, kateri datum je to? To je 4. februar 2026 ob 11:64:49. Naslednje sporočilo od ChatGPT pravi: v redu, za trenutek ustavi šale, ker je možno, da sta obe očesi zatečeni zaradi padca. Ampak to že preide v območje preverjanja, ne pa človek, ISIS. Se spomniš, katero sporočilo gospoda Leeja je morda ali pa tudi ne povzročilo, da mu je ChatGPT rekel, naj preneha s šalami? Ne vem. Ne vem, ne moram zagotovo reči katerega. Šale so izhajale iz nečesa, ne spomnim se. Ali veš, kaj pomeni LOL? Da. Ali veš, kaj pomeni LMAO? Da. Kaj pomeni LMAO? Kaj pomeni LOL? Če nekdo. Ali gospod Lee v katerem koli od svojih sporočil v tem obdobju, ko govori o poškodbah osebe, uporabi LMAO ali LOL? Da. Mislim, da je to zadnje. Kakšen je datum na tem? Piše 2/4/2026 ob 12:33. Pravi, da je Xander Lee, lastnik, rekel, da je imela kri povsod po celem kraju. Ali je to pravilno? Da. Po zaslišanju je sodnik ugotovil utemeljen sum in primer predal veliki poroti. Če bi bil obtožen, bi Lee čakal celoten kazenski proces v okrožju Hamilton, kjer bi porota na koncu odločila o njegovi krivdi ali nedolžnosti. Za zdaj. Lee ostaja v priporu brez možnosti varščine, medtem ko se pravni postopek nadaljuje.
Če bi bil Tennessee spoznan za krivega umora prve stopnje, bi Lee lahko prejel eno od 3 možnih kazni. Smrtna kazen, dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta ali dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega izpusta, čeprav bi moral tudi v tem primeru odslužiti najmanj 51 let za zapahi. Medtem ko kazenski postopek poteka, je Belina družina tudi sama pravno ukrepala. Vložili so civilno tožbo proti Leeju, ga označili za odgovornega za Gabrielino smrt in zahtevali finančno odškodnino. Civilni postopek poteka nekoliko drugače kot kazenski. Tožilcem ni treba dokazati krivde onkraj razumnega dvoma, kar je veliko težje doseči. Namesto tega temelji na nižjem standardu dokazovanja, kar pomeni, da se lahko postopek nadaljuje po svojem tempu, neodvisno od tega, kaj se zgodi na kazenskem sodišču. Obstaja različica te zgodbe, ki se začne in konča s ameriškim nogometom, z obetavno kariero, ki nikoli ni dosegla svojega vrhunca, z igralcem, ki je prišel v NFL, a nikoli ni postal znano ime. Ta različica zgodbe je razočarljiva, vendar ni neobičajna. Veliko igralcev izbranih v prvem krogu ne postane zvest, kot je njihov položaj na naboru nakazoval. Ampak to ni zgodba, ki jo pripovedujemo v tem videu. V tem videu pripovedujemo zgodbo o Belli, mladi ženski, ki se je preselila čez državo v iskanju sanj, da bi skrbela za novorojenčke in je bila le nekaj mesecev oddaljena od tega, da bi v rokah držala svojo diplomo. Ženska, ki je po mnenju vseh okoli sebe ljudem dala občutek, da so opaženi in dobrodošli. In pripovedujemo zgodbo o tem, kako je bilo njeno življenje prekinjeno v domu, ki ga je najela, v katerem je živela le nekaj tednov. Medtem ko se sodni postopki proti Darrenu Leeju nadaljujejo, se celotna slika dogajanja tistega februarskega popoldneva v Ottawi v Tennesseeju še vedno sestavlja v sodni dvorani. To, kar vemo, je naslednje. Obetavno življenje je bilo vzeto mnogo prezgodaj. Moški, ki so mu nekoč množice v polnih stadionih ob nedeljah ploskale, pa zdaj vsak dan sedi za zapahi, obtožen, da ga je končal.